Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo izredno talentirano glasbenico, ki ceni drugačnost in zabavo. Iz Ankarana prihaja hip-hoperka Masaja. Živijo, dobro večer. Lepo pozdravljeni, dobro večer obema. Mal deklet je v slovenskem hip-hopu, zakaj? Ja, dobro vprašanje, bomo to spremenili, je tako? Ja. Rekla bi, da valjda je tak žanr, ne, kjer rabiš itak biti upornik, ampak se mi zdi, da se vedno veča ta številka in ne bi mogla biti bolj ponosna, da sem jaz ena od teh, ki to reprezentajo, po domače povedano. Bravo. Tako da boš mogoče za naslednje generacije postala vzornica. Kdo so bile pa tvoje vzornice? Amy Winehouse, Lauryn Hill, pa imamo tukaj še kakšne Spice Girls, pa TLC, Še sem generacija. Salt and Pepper, valjda, ja. Wow, jaz sem se ful bala, da nobene nam poznala. Pred dnevi si pa prejela na prireditvi Zlata piščal nagrado za novinko leta. Čestitke, bravo. Najlepša hvala. Kaj ti pomeni ta nagrada? Izjemna čast. Je? Zdi se mi, da je to en dober zagotov smerokaz, da delaš nekaj prav kot mladi artist v državi in da to lahko v bistvu zmaga rap kultura in rap glasba mi res veliko pomeni. In se mi zdi, da s tem premikamo neke meje, ki se rabijo premakniti. Pa promocija, seveda, ne? Definitivno, ampak ne gre se samo zaradi tega, ker že sama nominacija brez zmage je tudi ena velika čast. No, tako da je ena velika kapa dol tudi vsem ostalim artistom, ki so bili nominirani. Imaš zanimivo umetniško ime Masaja, a nam lahko zaupaš, kaj to pomeni? Seveda, v bistvu Masaja je združitev dveh besed. Ta prva beseda je Mesija, ki je včasih veljalo za osebo, ki je bil sporočevalec, da je prinesel neko sporočilo in s tem hočem jaz prinesti svoje sporočilo z mojimi avtorskimi besedili, ki jih pišem. Potem pa je ta druga stran te besede Masaja, ki pa je v bistvu Masaji, to pa so klan v Afriki, ki imajo svojo kulturo, svoje sulice in ščite, s katerimi sem se jaz igrala kot majhna. Moj oče je dosti potoval po svetu, pa je to prinesel. In jaz, ko sem bila majhna, sem to valjda dol iz stene čupala in sem rekla, ja, jaz se bom pa s tem igrala. In v bistvu ta ščit, ki je zdaj moj logotip, je v bistvu ščit od Masajev, no, iz klana njihovega. Tako da v bistvu je to združitev dveh besed, Mesija in Masaji v Masaja. Zelo veliko simbolike. Pred kratkim si predstavila svoj prvi album z naslovom Zavedno. Imela si razprodan koncert v Kinu Šiška. Ja, bravo, odlično. Odzivi na album so, predvidevam, dobri. Ljudje so bili zadovoljni. Ja, nenormalni. Tudi na tej lestvici, na Apple Musicu, kar se tiče tega algoritma, kaj je najbolj predvajan album v državi, smo držali številko 1 kar en mesec. Tako da sem res zelo zadovoljna nad vsemi reakcijami in to, da so tako lepi odzivi, pa res, mislim, je nekaj nepričakovanega oziroma res velika čast. Koliko časa porabiš za album? Odvisno, koliko zgodb hočeš spraviti gor. Ta album moj je nastajal, v bistvu to je moj prvi solo album, prvenec, tako da lahko rečemo, da sem vse svoje življenjske zgodbe spravila sem gor in ga ukalupila v 13 komadov in besedil samostoječih, ampak album lahko nastaja od 1 leta do 15 let. Moje nastaja od 3. Od začetka do konca. Moje nastaja od 3, dajmo biti bolj specifični. Leta 2019 sem izdala svojo prvo skladbo z naslovom Pusto, ki je bila namenjena na enem drugem albumu, ampak potem se mi je zgodilo v življenju marsikaj, ki me je spremenilo. Sem ratala bolj zrela, sem doživela izgubo v družini in potem sem se odločila, da bom zavrgla tisti prejšnji album in napisala novega, ki pa je zdaj Zavedno. Zavedno napisana skupaj, brez presledka, zato ker se zavedam zavedno vseh dobrih in slabih stvari, ki so me izoblikovali v to, kar sem zdaj. Baje, da igraš tudi kitaro? Tako je. S tem sem v bistvu začela. S tem si začela s kitaro in potem si jo za mikrofon zamenjala oziroma za rap. Ja, v bistvu igrala sem akorde, ne, kot spremljevalna kitara in potem sem pisala komade, glede na to. Ampak kot najstnik sem se najbolj našla v uporniški glasbi, ki je hip-hop. In v bistvu me je vedno držal ta hitrejši ritem, pa neka ritmika gor. Tako da sem pol skupaj spremljavo kitare začela pisati avtorska besedila. A na albumu te slišimo igrati kitaro? Na albumu tem ne, bo pa v prihodnosti prišla, ki nastaja že dolgo časa. Treba kaj prešparati, ne? Ja, Ne moreš vsega takoj pokazati. Tisti, ki so bili v Kinu Šiški, so videli, slišali en avtorski komad na kitari. Plani za prihodnost, album je odzuni, naslednja postaja je? Naslednja postaja je zdaj turneja, celoletna turneja po Sloveniji in tudi izven Slovenije. Zdaj takoj gremo v Umag ta vikend na Sea Star festival
In v bistvu mi je res velika čast, da bom lahko nastopala na tako velikih odrih, kjer so tudi Senida pa Jokerji in je to res en dober venue. No? Zdaj pa celo leto nastopati, delati dalje muziko, graditi nove albume in nove single, tako, videospoti pa sploh. Wow. Masaja, hvala za obisk, še veliko dobrih koncertov pa dobrih komadov ti Ja, želim. najlepša Uživaj. hvala, Ja. hvala za vajen čas Hvala. in en lep večer vsem, ki gledajo. Hvala. Naroči se, naroči se.